Gospod Rokavec, lepo pozdravljeni v tokratni aprilski oddaji županovega kabineta. Ja, lep pozdrav tudi vam in pa spoštovanim gledalkam in gledalcem. Zakorakali smo že globoko v pomlad, vse cveti, brsti. Kdaj pa lahko pričakujemo, da bo zacvetel Lidkov vrt? Ja, mislim, da je groba oblika Lidkovega vrta že narejena. Zdaj se izvajalec predvsem trudi za ureditev še preostalega, tistega najbolj pomembnega dela, se pravi zasaditev vseh potrebnih rastlin. Predvsem so tukaj rože, ki bodo krasile Lidkov vrt, pa seveda tudi drugo, se pravi drevje, ki je predvideno v okviru tega projekta Lidkovega vrta, in seveda na koncu še tudi sam tak pomnik tega vrta, sam Lidko, ki ga bo izdelal akademski kipar Zlatko Rudolf. Pričakujemo, da bo to zagotovo tudi ta del v letošnjem letu, vendar v mesecu juniju bo zagotovo v celoti nared že za ogled sam Lidkov vrt v vsej njegovi podobi. Zelo je pomembno, da se je pred tem vrtom tudi uredil dodatni parkirne površine javne, predvsem za potrebe ali hitrega ogleda tega Lidkovega vrta. Zlasti pa bo te parkingi služili za kratkotrajno parkiranje pri dovozu staršev otrok in pa odvzemu otrok, potem prevzemu v popoldanskem času iz samega vrtca na Ajdihovce. Trenutno je globoko v izvajanju tudi satelitski urgentni center. Na kateri fazi je trenutno? Ja, zdaj se že gradnja pospešeno nadaljuje, tako da se gre že vse skupaj v pripravo prve plošče, se pravi ta zunanji del prvega dela pritličja je več ali manj že v svoji podobi, tako da se dela intenzivno nadaljujejo. Uredila se bojo zdaj še parkirišča, ta bojo sicer v tem času gradnje služila že za uporabo, vendar zaposlenim v samem zdravstvenem domu. Kasneje pa seveda bo namenjen za, se pravi, splošno uporabo, tako kot je po samem projektu. Tako da projekt gre za svojo časovnico in seveda tudi z, se pravi, operativnim načrtom skladno, tako kot smo si ga zadali ob začetku gradnje. Moram reči, da je zelo pomembno, da smo pač v tem mesecu tudi podpisali tako sofinancersko pogodbo za sofinanciranje s strani ministrstva oziroma države, satelitski urgentni center in seveda tudi samo nadgradnjo, se pravi dodatnih prostorov za ambulant in pa drugih prostorov za delovanje zdravstvenega doma, za primarno zdravstveno varstvo, tako da ocenjujem, da lahko izvedba projekta se nemoteno nadaljuje. Lahko bi rekli, da je že ogromno Save priteklo, odkar so bile poplave, vendar obnova po poplavah še vedno poteka. Ja, to je res, ne. Saj zdaj tudi sama popoplavna obnova je predvidena do konca leta 2028, ampak kljub vsemu mislim, da lahko rečem, da smo tam na približno sredini, tudi v Litiji za samo izvedbo. Dejansko smo zaključili celotno izvedbo popoplavne obnove ceste in pa mostu na Savi med Litijo in pa Savo, in pa tudi ukrepov za protipoplavnimi, se pravi zaščito v samem naselju Sava. Zaključili smo tudi z ukrepi ureditve in pa montaže odvodnikov ter protipoplavne zaščite lamelnih zaščit ob železniškem podhodu v Kresnicah.
Izdelana je bila vsa potrebna dokumentacija za celovito obnovo kanalizacije in popoplavne zaščite na stavbah v mestu Litija. Izbran že tudi izvajalec, v začetku meseca maja bojo se pričela tudi vsa potrebna obnovitvena dela, tako da pričakujemo v teh dneh tudi sofinancersko pogodbo za strani Ministrstva za naravne vire in prostor za ta projekt. Za nadomestni most Jevnica je tudi izdelana vsa potrebna dokumentacija. Imamo še predviden en sestanek prav na začetku meseca maja še pri državnem sekretarju, gospodu Šeficu, za, se pravi, odločitev, ali lahko združimo prvo in drugo fazo, potem pa tudi tukaj bomo prešli v fazo, se pravi, javnega razpisa za izvedbo in pa pridobitev izvajalca del. Potem sta še dva manjša plazova na lokalni cesti Litija-Kresnice, kjer pa je že tudi v postopku pri državni tehnični pisarni. Dejansko in to je potem tudi celotni del prioritetnega paketa ukrepov po poplavah. Pa če ostanemo še malo pri vodah, v Kresnicah se gradi kanalizacija s čistilno napravo. Kje je trenutno projekt? Ja, tudi to bi rekel, da smo na polovici. Namreč problem je v tem, da smo v Kresnicah morali in financiramo projekt iz 4 različnih virov, stebrov, ki imajo tudi svojo časovnico izvedbe. Zato je bilo zagotovo nekaj upravičene nevolje pri krajanih, pa smo zadeve tudi pojasnili dodatno na zboru krajanov prejšnji teden. Jaz tudi upam, da so krajani to razumeli, da enostavno ukrep fekalne in meteorne kanalizacije gradnjo in pa izgradnjo čistilne naprave smo imeli jasno časovnico postavljeno do 30.6. letos. In zdaj smo mi že v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja za ta del projekta. Hkrati pa smo iz naslova vodooskrbe, ki pa je pač ukrep iz kohezijske politike, iz dogovora regij, šele v tem pač dneh lahko izbrali izvajalca del, ki pa bo seveda spet po isti trasi več ali manj polagal in pa vgrajeval nove vodovodne cevi. Hkrati bo seveda ob tem, ko bo vlagal v nove vodovodne cevi, se tudi uredila potrebna pokablitev voda v tem delu naselja Kresnice in pa seveda javne razsvetljave. Zatem pa seveda pride ta zaključni del, se pravi ureditev cest. In zdaj je že narejen prioritetni načrt, kjer smo že manjše odseke uredili, vključno z platojem na čistilni napravi, že v tem mesecu. V začetku meseca maja pa pričnemo predvsem s tistimi cestnimi odseki, ki so v tem hribovitem delu naselja Kresnice, zaradi tega, da najprej zaključimo ta del cest v Kresnicah, v naselju Kresnice, da preprečimo erozijo v poletnih nalivih, lahko prihajajočih. Potem pa seveda v drugem delu meseca maja pričnemo z urejanjem spodnje glavne ceste, to je približno kar 3 kilometre, od čistilne naprave pa do zaključka naselja Kresnic, kjer se bo postopoma vgrajevala vsa potrebna komunalna infrastruktura in potem zaključevali z asfaltiranjem cest na koncu. In potem preidemo še na srednji del Kresnic, tako da Kresnice po naši načrtu in pa tudi podpisani pogodbi
naj bi v letošnji jeseni bile prva faza tudi zaključena, celovite ureditve sporedne gospodarske infrastrukture. Kmalu pa bo Litija bogatejša za novo brv, kolesarsko stezo čez Savo. Ja, to je, ni samo brv, pa peš, pa kolesarska steza, služil bo ta most tukaj nasproti športne dvorane tudi ob kakšnih eventualnih intervencijah za lahko uporabo osebnih avtomobilov, se pravi za prevoz. Upajmo, da bo tega čim manj, ne? Ampak projektiramo tudi v tej smeri, se pravi, da bo lahko v primeru intervencij se ta most tudi za takšen namen uporabil, ampak samo izrecno v tistih primerih. Drugače pa res, da bo ta most služil predvsem za povezavo levega in desnega brega, za pešce, in kolesarje, ker je sedanji most zagotovo iz varnostnega vidika ni primeren za varno uporabo. Sicer ga vsakodnevno uporabljajo občanke in občani, vendar zagotovo bo ta most služil tudi za namen večjega povezovanja meščanov, pa hkrati tudi za kakšne turistične namene, ki bo zagotovo imel svojo težo. Se tudi rešitev, ki jo je predvidel projektantski biro Pipenbacher, gre v zelo zanimive rešitve. Tako da naš načrt je, da bi še v letošnjem poletju lahko bil zaključen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Idejni projekt oziroma zasnova je bila že predstavljena na zboru meščanov, dobila tudi pozitivno oceno. Nekaj manjših detaljev bo treba še doreči v zdaj nadaljnji fazi, vendar v celoti pa je bil zelo pozitivno sprejet. Kako je s samimi sredstvi? Samimi sredstvi tako, da 60% od teh predvidenih 3 milijonov 400 tisoč bomo pridobili iz prav tako ukrepa kohezijske politike dogovor z regijami. 40% pa bo še vedno potrebno, približno 1 milijon 600, pa bo moral kriti še občinski proračun. Pred nami je praznik dela, 1. maj. Kaj vse pripravljate okrog tega dne? Ja, za 1. maj imamo vedno pester program, tako se vsako leto gre na Sitarjevec tukaj v Litiji in po vrnitvi Sitarjevca je potem prvomajsko srečanje pred rudnikom Sitarjevec. Lepo vabljeni tudi letos. Dogajalo se bo pred rudnikom že od 9. ure dalje, seveda tudi brezplačnim goložem in za tudi dobro počutje in pa družabno srečanje. Prav tako pa vabljeni tudi, tako kot vsako leto, na Golišče, na drugi hrib v zahodnem delu občine, kjer se vsako leto zberemo okrog 11. ure na prvomajskem srečanju. Gospod župan, najlepša hvala za vse te informacije. Hvala tudi vam in lepe praznike in vse dobro želim.